Večkrat me kdo vpraša, kam gre avtomobilizem, kakšni bodo avti prihodnosti. Pa se pogovarjamo o različnih pogonih, elektrika je zdaj povsod aktualna tema. Na koncu pa vedno končam z mislijo, da se niti ne bodo toliko spremenili naši avtomobili kot naša mobilnost. Sej se že pojavlja kup ponudnikov za deljenje avtomobilov in ostalih mikromobilnih sredstev, najdlje pa se v tem trenutku zdi, da je Toyota Kinto Go. So Kinto Go is a multi-modal application. It's a basic application, it's a free application you can download on any Apple Store or Google Play Stores. We're covering in Italy today more than 5,000 cities where customers can pay through this app the parking, they can ask for a taxi, they can use bikes, public transports, metro, undergrounds to move easily in the city. Also the national railway Trenitalia is also fully integrated, and it's an application which are in continuously developments with more and more providers coming into the service. V Sloveniji še nismo toliko daleč, ker smo po naseljenosti očitno preveč razdrobljena država, ali ker nimamo velikih mest, ali pa ker enostavno še ne želimo tega in ni pravega interesa, da bi se ponudniki povezali. In mi si avti rade lastimo. Ampak se vseeno tudi pri nas pojavljajo številne zanimive rešitve in ker bi vam rad vsaj nekaj od teh pokazal, se peljem v Radio ob Dravi. Namenoma z električnim avtom, da pokažem, kako si lahko tudi z alternativnim pogonom privoščite en takšen izlet, pri čemer vas ne bo prav nič strah, da boste morali kje čakati na polnjenje ali pa da bi vam šlo zmanjkati baterije. Z BZ4X zdaj v toplejših dneh mirno prevozite dobrih 300 km, kar je seveda dovolj tudi za pot do Radlji in nazaj, če živite v Ljubljani kot jaz. Tudi če ceste niso povsod optimalne, jih tole podvozje krasno blaži, smo že večkrat povedali, da je ta avto eden boljših celo med vožnjo po makadamu. Ampak tam v Remšniku je seveda bil asfalt. To vaško jedro je bilo izbrano za najlepše v Sloveniji, zato sem naredil manjši obvoz, na koncu pa vseeno pristal tukaj v dolini, kjer očitno odlično uspeva ena začimba, ki je meni še posebej ljuba. No, to pride na koncu. Za začetek je najboljš, da avto kar lepo priklopite na eni od polnilnic, ko začnete svoje raziskovanje tukaj. Ena je ob športnem centru tam gor, druga tukaj ob kopališču, medtem ko bo kmalu odprta še ena v centru. Manjka še kakšna hitra za tiste, ki se samo peljajo mimo, ampak očitno želijo v Radljah goste zadržati dlje kot samo za tisto urco, ko bi se polnili pa kaj pojedli. V naši občini smo že pred več kot 15 leti sprejeli strateški razvojni dokument, v katerem so občanke in občani želeli, da razvijamo turizem, in vse je podrejeno sonaravnemu in trajnostnemu razvoju. Temu primerno smo naredili nekaj investicij v preteklosti, postavili prvi vodni park, biološki bazen v Sloveniji, ki je še do danes edini, in na ta način poskušamo ob njem graditi infrastrukturo, s katero privabljamo goste od blizu in od daleč. Je posebno je zato, ker se čisti na naravni način. Se pravi, mi v kopališče ne dajemo klora, kot poznamo običajne prakse v Sloveniji in v svetu, ampak se voda čisti na čisto biološki način po tehnologiji biotop. Mi letos pričnemo z nekakšno revitalizacijo kolesarskega turizma, začeli bomo z 6 Elanovimi gorskimi kolesi ter seveda z sistemom Nomago, ker premagujemo ta izziv železnice kopališče, cirka 2 km, tako da v skupni floti okrog 15 do 20 koles. Tudi če imate svoje kolo, seveda ni nobenih ovir, z veseljem vas povabimo na eno od naših kolesarskih poti po Pohorju ali Kozjaku. Kolo je pa top za tele hribčke, tudi takšna električna bodo kmalu na voljo, da bo šlo lažje, če boste želeli prevoziti nekoliko več. Niso vse poti namenjene kolesarjem, ki bi najraje tekmovali s Pogačarjem ali pa Rogličem, ampak so tudi takšne za nas, za amaterje. Čeprav jaz sem v bistvu kar dober in bi tele klance lahko prevozil tudi brez pomoči elektrike. Bija. Zdaj je pametna s polno baterijo. Najbolj enostavno je, da se sem pripeljete kar z vlakom, potem pa na železniški postaji zajahate kolo, pot vas pripelje na eno od okoliških kmetij. Jaz sem izbral kmetijo Kajžar, ki je res v takem idiličnem okolju, no in ki tudi kmalu dobi prav svojo kolesarsko pot. Seveda lahko tudi kupite kakšno dobroto za domov, ampak zame je bolj pomembno tole, da se lahko takoj okrepčam.
sem se dogovoril za en tak degustacijski meni, eno tako ogromno mesno ploščo, ki je sam nikakor ne bom zmogel cele. No, če vam pa še pa kaj bolj toplega, je pa na voljo tudi Jernejeva župa, ki je lokalna jed tukaj iz Ribnice na Pohorju. Diši. Tudi kruh je domač. Tudi diši. V glavnem, z Matejem sva vam želela pokazati, kako bi morala izgledati mobilnost, če želimo, da nam postane všeč, pa da jo bomo dejansko uporabljali. Pa ne samo v mestih, ampak tudi na podeželju. Mimogrede, kaj pa ti tle gor dela, zakaj sva ti sem gor rinil? Veš kaj, šel sem pogledat, če je vse v redu, ko si v divjini. Pa to. V divjini, ja. Ti šel sem gor pogledat, da nam jaz jedu kaj, česar ti navš, a ne? Ne, pa če V moč. glavnem, tole bo full fajn destinacija, ko bo enkrat Kin2go delal tudi za tiste, ki nimajo tako fajn avtov, pa tako fajn koles. Se strinjava? Ok, zdaj pa, kdo predol? Ja, jaz kdo? Ne, bom jaz. Ker sem težji. Aj, čelado moram gor še dati.